Ministrstvo za finance se bo še naprej prizadevalo, da ščitimo interese malih delničarjev in da smo posebno skrbni pri tem, da ti niso ogroženi. Na drugi strani pa moramo prenašati evropske direktive v slovenski pravni red in ravno pri paketu teh zakonov je zelo očitno, da s tem kasnimo in so s tem povezane tudi posledice v obliki kazni. Ta zadeva je direktno v nasprotju z evropskim pravnim okvirom in uredbo 909 iz leta 2014, ki pripoveduje kakršnekoli spremembe na področju fiduciarnih računov in te ureditve od 17.9. leta 2014 dalje. In s tem v zvezi, tega žal ni v vašem gradivu, je pa v gradivu, ki so ga kolegi razdelili, tudi pismo Evropske federacije investitorjev, ki je naslovljena bila tako na predsednika državnega zbora, ministra za finance, premierja, pa tudi na Evropsko komisijo in področne direktorate. Pri čemer izrecno svarijo, da takšna ureditev ni skladna z evropskim pravnim okvirom in zakonodajo in zaradi tega apelirajo na zakonodajalca, da če že na tem področju skuša uvajati posege, naj vsaj teh 12 mesecev omejitev. Trenutek, vas seznanjam, da imate še 3 minute na razpolago. Hvala lepa. Povedati moram, da sem razočarana, ker sem pričakovala razpravo, konstruktivno razpravo o tako pomembnem zakonu, kot je zakon o trgu finančnih instrumentov. Dejansko je šel zakon, ki ima več kot 500 členov, v bistvu brez kakršnekoli razprave, gladko skozi proceduro. Povedati moram, da sem imela občutek, da se predstavniki ljudstva ne zavedajo, kako pomembno odločitev so danes sprejeli. Ne bom razpravljal o amandmaju, bom pa povedal svoje mnenje glede tega zakona. Jaz zdaj sicer ne vem, kdo je ta zakon pisal. Očitno ga je pisal zelo zanač, ker ga mi zdaj popravljamo že kar 1 uro, se mi zdi, z amandmaji. Zdaj, jaz bi predlagal vladi kot predlagatelju, da drugič pripravi bolj usklajen predlog drugih zakonov, ker tak način, da mi zdaj popravljamo zakone takole z amandmaji, se mi ne zdi smiselen. Sila slaba popotnica, zelo slab signal, ne samo domačim, tudi tujim vlagateljem. In če so ugotovitve, da je 22 milijard evrov prihrankov slovenskih državljanov na računih, da bi seveda sredstva, ko govorimo o 22 milijardah prihrankov slovenskih državljanov, lahko to pomenilo zelo pomembno podporo gospodarstvu, novim programom, novim projektom. Hkrati tudi nismo bili deležni pravzaprav nobenega odziva na izjavo ministra za finance in ministrstva, ki v uradnem odzivu na naše predloge pravzaprav dobesedno in izrecno napoti kogarkoli, torej slovenske državljane, naj si odprejo pač v tujini račune, zato da se bojo izognili neracionalnim restrikcijam, ki jih poznamo zgolj v Republiki Sloveniji. No, jaz to ne bi komentiral tako, se sem na koncu koncev tudi sam ali delničar in to problematiko, kar poznam. Do česar je prišlo v Sloveniji, več procesov poteka. Zaradi uvedbe evropskih direktiv je prišlo do tega, da so se pravzaprav neaktivni lastniki delnic, ki so bili v glavnem na osnovi lastninskega preoblikovanja postali delničarji, da so se te neaktivni delničarji praktično iz tega trga umaknili. Ne razumemo, zakaj in komu je v interesu, da do te mere vedno znova od lanske implementacije in spremembe na tem področju ponovno skuša zaostrovati in s tem onemogočiti nič drugega ne rešuje kot zgolj delniško oporo in možnost, da mali delničarji, kot jih je v Republiki Sloveniji še ostalo, iz tega naslova karkoli imamo. Pri tem se premikam k vprašanju izplačevanja dividend in drugega amandmaja, ki ga predlagamo v smislu samega tokratnega postopka, pri čemer apeliram na poslance Državnega zbora, da ob tej priložnosti posvojijo katerega od amandmajev oziroma vse amandmaje, da se vsaj do plenarnega zasedanja omogoči tudi dokončno razčiščenje z ustreznimi argumenti posameznih vprašanj in ne nazadnje, da si pogledate tudi, kaj sporočajo iz Evropske federacije investitorjev, resni ljudje, kot so direktor nemške tovrstne asociacije, sestrske in pa francoske, ki ne nazadnje zastopajo veliko število individualnih investitorjev v
v Evropi. Drugo vprašanje torej je vezano na izplačila dividend, pri čemer seveda želimo, da se ta lahko strnejo. V številnih primerih je izplačevanje dividend postalo strošek, ne pa donos za manjšinske delničarje. Namreč tukaj spet ni nikakršnih omejitev za finančne posrednike in iz tega naslova seveda je samo izplačilo dividende večji strošek kot pa sama dividenda, ki jo bi naj prejel, vsaj formalno prejel, pa jo sploh ne prejme imetnik. In s tem v zvezi še enkrat je absolutno nerazumljivo z naše strani, da Ministrstvo za finance ne sprejme za dobro voljo takšnega predloga in področja, ki je absolutno unikatno v Republiki Sloveniji, v svetovnem merilu unikatno, ker se nam vsi čudijo, da je lahko strošek izplačila dividende večji kot dividenda sama, ne uredi. Pri tem navajajo, da je pa v Iliriki borzno-posredniški družbi to moč urediti. Imam dokument, tudi je v vaših materialih, ki jasno izkazuje, da temu ni tako, kjer Ilirika odgovarja, da tega pač oni ne počnejo. Razočarana sem tudi glede na to, da se del zakona nanaša tudi na odvetništvo in na notariat, da ni bilo na današnjo sejo vabljen nihče izmed predstavnikov Odvetniške zbornice Slovenije oziroma Notarske zbornice Slovenije in da niso sprejeli oziroma pridobili niti mnenja na zakon. S sprejemom 286. člena se odvetništvo in notariat v Sloveniji diskriminira napram našim kolegom v Evropi, saj odvetnikom vzamejo neko neodvisno samostojnost pri odpiranju in imetništvu nad fiduciarnimi računi, ki jih imamo za stranke v zvezi z vrednostnimi papirji. S 320 tisoč delničarjev imetnikov vrednostnih papirjev smo prišli do situacije, kjer jih je v tem času zgolj še polovica. In zakon, kakršen je bil danes brez obravnave, sprejet, potrjen na odboru za finance, seveda gre v smer, kjer bo še dodatni eksodus in pa iztrebljenje manjšinskih delničarjev neizbežno. Odločil sem se, da iz tega naslova ves gnev in upravičen bes, ki se v dnevno desetinah in desetinah, včasih stoterih klicih, ki smo jih deležnih na združenju, prekanalizira na poslanske skupine in na predstavnike ljudstva, za katere smo danes ugotovili, da verjetno niti niso prebrali zakona, popolnoma nov zakon po nujnem postopku, kot je predlagan. Še želi kdo razpravo? Če ne, potem prehajamo na odločanje o amandmaju k 562. členu zakona. Začenjam glasovanje.